Danes se želim z vami srečati tukaj pod idejo misliti in poslušati glasbo, tako kot je bilo zadnjič najavljeno, in to je v ideji konstruktivizma, konstrukcije oziroma konstruktivizma. Zdaj zagotovo ste v šoli, osnovni, tudi srednji, govorili o konstruktivizmu, govorili ste o vsaj enem slovenskem pesniku, ki je bil recimo tak temeljni konstruktivist, pesniški konstruktivist, umrl zelo mlad, 22 let, govorim pa o Kosovelu, seveda, o Kosovelu, pa njegovi zbirki Kons, ne. On je bil tako dober pesnik, ne, umrl leta 1926, da se njegovo zbirko pesmi o konstruktivizmu, ne, ponatisnili pravzaprav skoraj 50 let zatem, ne, ko je umrl. 50 let je, ne vem, bila druge po svetu izdana, ne, je bila v Franciji izdana, je bila v Nemčiji izdana, tiče vse. Tak dobro slovenski pesnik je bil, da so po 50 letih pa le izdali tisto, kar je on napisal leta 26. In tako od leta 1960 seveda se pozna njegov tako imenovan Kons. V šoli so vam ga kazali, verjetno, ne? To je pa slovenska moderna, to je bil pa vizionar, ne? Veste, jaz se čudim, da to niso izdali leta 1927, ker leta 26 je umrl, leta 24 pa je to napisal. Pa po mojem več kot 3 leta ne bi rabili, da bi to skupaj zložili, pa izdali, pa natisnili, ne? Ampak da so pa 50 let to natiskovali, pa se sprašujem, kaj je s slovensko umetnostjo ali pa z umetnostjo na slovenskem, kaj je z idejami, ki jih nekateri umniki v tej deželi širijo. Če bom rekel širimo, bom zgledal zelo narcisoidno. Ampak vendar je tako, če boste opazovali nekako umetnike tegale prostora, boste opazili, da je najboljši slovenski umetnik mrtev umetnik. In ja, res, to je res neverjetno, ne? To je res neverjetno. Ne govorim pa o popularnih smereh, ne? Govorim o tistih smereh, veste, ki jim vi že 22-tič posvečate vaš čas in vaš in to je to, da poskušamo misliti in poslušati glasbo. Zato sem toliko bolj vesel, da vam smem predstaviti nekatere stvari, ki so mogoče v času na nek način zakopane, pa mislimo, da govorimo o zgodovini umetnosti, v resnici boste pa ugotovili, da govorimo o sodobni umetnosti, ki pa ima seveda svoje daljne in globoke korenine nekje daleč v zgodovini. Torej, konstruktivizem. Če boste šli gledati učbenike takšne in drugačne, boste zelo hitro naleteli na to, da se za začetnika ali pa začetnice konstruktivizma smatra seveda gibanja v Sovjetski zvezi, gibanja tamle nekje ob koncu Prve svetovne vojne, da se začnejo dogajati seveda v arhitekturi, da se začnejo dogajati v recimo prozi, pesništvu, tudi delno v gledališču, skratka pa v likovnih in drugih upodobitvenih storitvah. O glasbi je zanimivo, da se pri ideji konstruktivizma zelo hitro ustavi. Jaz sem šel dostikrat raziskovati te stvari in sem naletel na ideje, da konstruktivizem kot takšen naj ne bi bil v glasbi čisto eksplicitno prisoten, torej na ta način, da bi rekli, ne vem, kot impresionizem, ekspresionizem, veste, v tem stilu, v tem stilu obdobja, da bi pač rekli, ne, klasicizem od do, ne, barok od do, ne, konstruktivizem od do. So mi pa zanimive razmisliki o tem, ker so pa ljudje marsikdaj se spraševali o konstrukciji glasbenih del
in so se hkrati za nazaj potem vedno spraševali o oblikah konstruktivizma, če tako rečem, ki je posegel v glasbeno umetnostjo praktično že od samega začetka. Kaj pa je ideja konstruktivizma oziroma konstrukta? To je osnovna ideja, osnovno gibalo neke umetnosti, ki je podvrženo nekim konstruktom, bi lahko rekli. Zdaj, pravim, da se vsi strinjamo, da je konstrukt tisto, ki neko celoto drži skupaj, kar drži neko celoto skupaj. To je nek konstrukt. Zdaj, zagotovo ste kdaj pogledali tisti, ki še imamo, te stare ure za navijati, take. Veste, danes imajo že ne vem kakšne na to sončno energijo, marsovsko energijo, jaz ne vem, lasersko energijo, kaj pa vem, kakšno že vse, Ampak, če ste kdaj to uro okrog obrnili pa not pogledali, isto staro uro, ste videli kaj? Tako, cel kup nekih koleščkov, vzmet, nihalko, oziroma tisto nemirko reče, urarje, In ste videli nek konstrukt nekih delčkov, delov, koščkov, enot, ki seveda druga z drugo so v nekem razmerju, nekaj počnejo. Rezultat tistega, kaj se dogaja od zadaj v tej naši uri, od znotraj, kar se dogaja v nam nevidnih poljanah, je konstrukt nekih prenosov, koleščkov, zobnikov, Na koncu pa nam to ne dela nič drugega, kot nam pokaže nek konstrukt časa. Vse čas, naš čas, koliko je ura, danes sem zamudil v konstrukt časa. Ja, če bi se premaknili, ne vem, za eno časovno dolžino, levo ali desno, lahko da šele moram priti, ker še imam 2 uri časa, Če bi šli pa malo bolj na drugo stran, bi pa recimo zdaj bila ura že 9 zvečer, pa bi že lahko šli počasi spat. Ob istem času, ob istem trenutku, če tako rečem, da bi smatrali Zemljo, našo drago, lepo planet, kot en sam časovni konstrukt, bi lahko ugotovili, da se vseh 24 ur, za katere smo dogovorjeni, da so razdeljene skozi dan, nahaja v trenutku, zdaj, okrog in okrog. Če bi vsi ljudje na Zemlji rekli zdaj, pa pogledali na uro, bi videli vse časovne pasove, kar pomeni, da ta zdaj za nas, ko rečem, da je ura pač 18 in nekaj, in nekje druge je 20 in nekaj, nekje druge je poldne, nekje druge je, ne vem, začetek pouka v šoli, nekje druge grejo spat ali pa že vstajajo. Mislim, to je tisto zdaj. Kar pomeni, da je spet, če rečem, tista ura, ki je zadaj polna konstruktov, koleščkov in ne vem kaj takšnega, nam kaže nek čas, ki je ponovno nek konstrukt našega dneva in noči, ki je nek konstrukt našega tedna, ki je pomnožen konstrukt krat toliko v mesecu, krat dogovorjenih 12 v letu, krat dogovorjenih 99 v stoletju, krat dogovorjenih 999. A vidite, o teh konstruktih govorim, mi imamo v osnovi neko željo za tem, da stvari seveda zložimo po nekem redu, po nekem sistemu. In potem imamo občutek, seveda, kar je čisto v redu, da če so stvari v redu zložene skupaj, funkcionirajo. Če gre ponedeljek v torek, je vse v redu, pa torek v sredo je tudi okej. Če pa bo enkrat šla sobota v ponedeljek, pa boste rekli, čak malo. Tam vmes pa smo mi imeli nedeljsko kosilo, kje pa je to bilo? Ja, to pač, konstrukt se je malo spremenil. Malo smo šli iz sobote popoldne v ponedeljek zjutraj, zdaj pa marš v službo. Ne, to pa nismo se zmenili, to pa ni tako. In naenkrat nastane nek problem v teh konstruktih naših. Če boste pa pogledali zgodovino, boste pa lahko ugotovili, da je cel kup nekih konstruktov, ki danes držijo, bilo v zgodovini čisto drugačno. Tudi 12 mesecev ni bilo vedno isto. Tudi januar pa februar nista bila vedno enaka.
itd. Že jaz takrat vprašam, ko govorimo o takih hecnih zadevah, moje študente podreza, pa vprašam, no, kjerega meseca je bila oktobrska revolucija? A veste, kjerega meseca? Novembra je bila. Kaj gre? Ja, če nič drugega, gre zdaj v tem trenutku še vedno vsaj za dva različna koledarja, ne? Mislim, oktobrska revolucija je bila v novembra, ne? To ni tisto, katera reka teče pod Dravskim mostom, ne? Ampak dejansko oktobrska revolucija meseca novembra seveda odvisno, kateri konstrukt koledarja in štetja gledam. Aha. To gledno pa seveda lahko o konstruktivizmu govorimo praktično pri vsaki stvari, ki jo vzamemo v roke in jo pričnemo opazovati. Pa ste rekli, aha, čak. A to pomeni, da Kosovel s tistim svojim znamenitim, kaj je bil, gnoj je zlato in zlato je gnoj in oboje je nič vse. Malo zdaj citiram iz osnovne šole, malo sem manjko takrat, ampak se spomnim še vse na približno. Bolj se bom spomnil, ne? Po mojem sem čez par let spomnil, kak je bilo v vrtcu. Zdaj se ne spomnim več točno, še točno, ampak ne? To spravi, ta njegov konstruktivistični pristop je pravzaprav bil poln teh idej, ki jih je vzel, bodisi iz matematike, iz fizike, skratka, nekih simbolov, in s tem je začel zlagati skupaj ideje in besede. Zadnjič smo že govorili o minimalizmu. Tisti, ki ste mi posvetili čas in vaše uho, se boste spomnili, da sem govoril o najmanjših možnih delcih, s katerimi je možno seveda nekaj sestavljati. In seveda glasba in glasbeniki so posegli po ničem drugem v osnovi kot po glasu, ne? In so iskali te zloge, vokale, iz katerih se je potem sestavljalo skupaj, ne? Neke večje enote, v neke večje enote z nekimi večjimi enotami v še večje enote, ne? In če tako pogledate recimo besedo, ali jo zapišete, ali jo izgovorite, sploh ni pomembno, vidite, da je v osnovi sestavljena iz res manjših enot. Mi jo razumemo samo kot neko večjo enoto, ne? Če jaz rečem pač nebotičnik, ne? Je spredaj nebo, ne? Pa nek tičnik, ne? Ampak nebo je že samo za sebe neka enota. Če pa še nebo razstavim, pa rečem, da je spredaj še nek ne, pa nek bo. Kar se da spet razumeti kot posamični del, ne? Če ne bo dam skupaj, je to nebo. Če dam nebo k nebotičniku, predstavlja neko zgradbo. A veste, kaj pomeni, da po teh enotah seveda delam novi in novi konstrukt. Jaz pa lahko seveda nebo pustim, pa delam drugi del te besede z drugimi pomeni, z drugačnimi kombinacijami in bom dobil potem v celoti nekaj novega. S tem se lahko igrate, koliko se hočete, ne? Nemščina je sploh, tisti, ki smo jo še imeli, ne? Nemščina je sploh fenomen v jeziku, gradbi, ne? Oni v nemščini se lahko reče, ne vem, levi vijak desnega kolesa spredaj pri avtu in to v eni takšni besedi, da rabite dve vrstici, da jo zapišete. Pak spet, ne? To je konstrukcija, ker konstruiramo nek pomen, neke besede. In seveda je logično, da so se besedoslovci ali pa besedni umetniki najprej dotaknili konstrukcije, ne? Ker so prepoznavali v besedah, v jeziku so prepoznavali konstrukcijo misli. Se tudi naše misli, če rečemo, ne? Ko mi na nekaj pomislimo, ne? In želimo to našo misel izraziti, mi lahko pomislimo, ne vem, v trenutku na neko lepo naravo. Ne? Ampak zato, da mi to lepo naravo, ne vem, nek gost izrazimo, moramo pa iti v besedo in skonstruirati stavek, ki ima rep pa glavo. Ker če bomo sam rekli, drevo, ptice, zeleno, lepo. Nima konstrukcije stavka. Ja, če pa bom rekel, bil sem v gozdu, kjer je bilo tako lepa zelena svetloba in poslušal sem ptice, kako so lepo žvrgolele, pa imam konstrukcijo. V sekundi, trenutku, sem pa pomislil, kako je bilo v gozdu v nekem trenutku lepo, ko sem videl tisto svetlobo in poslušal ptice, ki so žvrgolele. To sem pa pomislil v sekundi.
ampak sem moral poseči po konstrukciji stavka ali pa misli, ki sem jo prenesel seveda iz svojega mišljenja do vas, da ste prepoznali idejo, ki sem vam želel povedati. S tem je seveda konstruktivizem kot takšen prisoten vse prisotno. Zato pravim, da mora biti vprašanje nekoliko bolj natančno. Kaj je to tisto, ne? Zato ga zapišem v narekovaju, kar neko celoto drži skupaj. Kaj je tisto? Kaj je ono? Ne? Kaj je ono? Zdaj seveda, najhitreje tisto ono vidimo prisotno večinoma ali pa samo v arhitekturi, kjer govorimo o neki konstrukciji. Govorimo o leseni konstrukciji, kovinski konstrukciji. Ne? Imamo kakšnega arhitekta? Statika. Ja, zdravje. Imamo samo prehlajene. Okay. To se pravi, konstrukcija seveda je beseda, ki jo največkrat uporablja arhitektura. Ne? Ker na neko konstrukcijo seveda se stvari dodaja, se jih oblikuje in tako dalje. Ampak tudi mi, kot bitja, imamo neko konstrukcijo, ki se jo vidi ali pa ne. Ampak če pogledamo, če gremo na zdravniku na pregled, ne, pa nas, če nič drugega preslikajo, se da videti našo konstrukcijo kosti, ne, ki tvorijo naš skelet, recimo, ne, ki nam pomagajo, da lahko vsaj približno stojimo po koncu. Ne. Čeprav, ne. Mislim, kar je nedolgo nazaj sem pravil, tak krasen članek o tem, da ugotavljajo znanstveniki zdaj po dolgem času, seveda spet ugotavljajo, da se je človek prehitro zravnal, da ni po konstrukciji, ne? Po konstrukciji ni narejen, da hodi zravnano, ne? Da so vedno učili, zravnaj se, hodi tak, ne, boš velik zrast, ne, kaj že vse je. Bo smo pa jedli fižolo, pa korenje, pa smo velike zrasti. Ampak prehitro smo se vzravnali, zakaj? Zato, ker naša konstrukcija, mišična konstrukcija, naj ne bi bila evolucijsko še prilagojena zravnani drži. Ne? In zato imamo, ne, ko prijemo tam enkrat čez 30 let, ne, imamo težave s križem, pa s tem, pa nas tu špika, pa ono, pa ja, ne. Zaradi tega, ker naša konstrukcija ni narejena, ne, mi bi še morali malo, ne, po 4 hit, ne, pa bi bilo malo, jaz mislim, da bi bilo vse boljše. Ja, jaz sem tudi prepričan, ne. Ne vem, če ste brali Douglasa Adamsa, Štoperski vodnik po galaksiji. On se tam sprašuje, do začetku se sprašuje, pravi, da bi res rad vedel, kdaj se je zaton človeštva začel, kdaj se je to začelo. Ne? Pa pravi, eni pravijo, da takrat, ko se je izumil smodnik, ne, pač dinamit pa smodnik, ne, takrat se je začelo tisto. Eni so rekli, ne, to se je začelo mnogo prej, ko so to in to naredili kaparje. Vdor, kakšnih praslovanskih narodov, kam, pa tak. En je rekel, ne, zagotovo se je to še prej začelo, takrat, ko smo mamute lovili, pa en pa reče, ne, po mojem se je vse skupaj začelo že na drevesu, ko smo pač prezgodaj dol splezali. Zdaj, kje se je začelo tisto nepravo življenje in tisto na drevesu bolj ugotavljajo, da so se pač že na drevesu kregali, kjer drevo je boljše in so se med drevesi šli vojno, ne? Naše drevo je pa lepše od vašega in tako dalje. Ne? Skratka, vprašanje, kje se je začel ta problem, ne? Po mojem se je res začel že na drevesu, tako da ne gre tu za 100 let, 200 let, 500 let problem. Sigurno. Torej, govorimo o strukturi, kjer govorimo o strukturi v arhitekturi. Ampak zagotovo ne samo tam, recimo slikar Kazimir Malevič. Tisti, ki ste v slikarstvu malo bližji. Jaz sem imel srečo v mojem življenju, da je moj oče bil tudi slikar. In Kazimir Malevič je naredil eno znamenito sliko. Slika ni tako velika, mogoče takšna slika, ne? Ampak na sliki ni nič drugega kot en črn kvadrat.
narisal. In to je njega, lahko rekli, lansiralo v tistem trenutku v točno eno posebno slikarsko razmišljanje. Ta črn kvadrat, pol je pa naredil še rdeč krog, pol je naredil pa še črn krog, pa rdeč kvadrat, zato da je izpopolnil svoj opus. To je namreč nastalo točno pred 100 leti, to je nastalo leta 1915. In zato pravim takrat, po drugi svetovni vojni, recimo, prvi svetovni vojni. Prva svetovna vojna je bila neka prelomnica v konstruktivizmu in ta Malevičeva ideja je, da je govoril o konstruktivistični umetnosti. Konstruktivistična umetnost je za njega bila umetnost, ki jo lahko konstruiramo iz nekih drugih elementov, kar pomeni, slikarstvo ne bomo konstruirali samo iz nekih elementov, ki jih mi vidimo v naravi ali pa ob sebi, ne bomo risali dreves, gozda in živalc in takih stvari, ampak bomo risali zgolj neke abstraktne like, bomo vzeli, ko se rekel, črn kvadrat, bomo vzeli, ne vem, rdeč krog, bomo vzeli, skratka, konstrukt nečesa bomo naredili. In to na nek način še v današnji umetnosti, vizualni umetnosti lahko danes vidite. Jaz včasih, ne vem, če sem zelo pogumen, pa če nimam kaj zadelati, pa če me zebe, potem grem v kako sodobno galerijo not pogledati, ampak vam res priznam, mislim, pa sem rastel v slikarski familiji, ampak jaz res včasih v teh slikah današnjih ne vem, ali gledam tapete, ali gledam pa sliko. Res, mislim, jaz imam res težave s tem, zato ker imam občutek, ne da ne razumem, ker to je zelo tak, veste, to je zelo barbarsko, če kdo reče, pač ne razumeš sodobne umetnosti, 5 na 2 deci pa povedi. Ni štos v tem, da ne razumeš sodobne umetnosti, ker tam ni kaj za razumeti, bi lahko rekli, tam lahko jaz stojim pred tisto tapeto, pa se razbijam, pa na glavi stojim, pa ne vem, kaj še vse delam, pa tam ni kaj za razumeti. Tako da, če mi nekdo reče, da tega ne razumem, bom jaz samo preprosto rekel, česa pa ne razumem, kaj pa je tu takega, da se sploh ne da razumeti, če pa ni nič takšnega, da bi moral sploh razumeti, pač opazujem nekaj. Ja, ampak zanimivo pa mi je, ko potem poslušam takšnega kustosa, ki otvarja tisto razstavo s tapetami, pa porka duš, mislim, govori pa 15 minut, ko strgan doktor o nekih stvarih. Pa ugotovim, da tudi njega ne razumem, kaj govori. Resno. So pa še kritiki zraven. No, tisto je pa nadaljevanje tega, Ja, in veste, potem sem pa celo tak daleč, pol se pa še celo tak daleč strinjam z ljudmi, da rečejo pa, Madonca, mislim, koliko denarja pa gre za to umetnost preko, ne vem, Ministrstvo za umetnosti, ki je noben ne posluša, noben ne razume, noben ne gleda, denarja pa se gre ne vem koliko milijonov za to, da tam eni ljudje svoje tapete kažejo. Jaz še celo razumem ljudi, res jih razumem, presežem, da jih razumem zaradi tega, ker v osnovi gledano, bi pa vendarle umetnost na nek način morala biti tudi za ljudi, ki želijo nekaj od te umetnosti. Če pa je umetnost samo namenjena svoji, ne vem, neki svoji zadostitvi, da umetnost pač je, pa se naj pač ta umetnost, ki želi biti samo zato, da je, pač tudi financira samo zase. Zakaj bi jaz moral dajati, ne vem, toliko in toliko nekega denarja, zato, da gledam, berem, poslušam stvari, ki jih ne razumem, nimam nič od njih, mislim, res se to vprašam. Pa tudi sam spadam, zdaj tako zgleda, kot da res pluvam svojo skledo, pa ne vem, kaj še vse delam. Ampak ja, umetnost vse eno, tudi če je abstraktna, tudi če ne vem kakšna, saj jaz vas tu vodim, bogi, vi, že 22 vas vlečem po grozi umetnosti in vam ušesa polnim, žagam glave, trgam noge z neko musko, s katero mislim toliko, da skupaj ne padate, ko vam jo odvrtim. Ampak ste preživeli, ampak na koncu, ko pa poslušate tisto piskanje, pa ne vem kaj še vse, kar vam pokažem, ker vam pokažem izbor, če je 100 piskanj pač malo slabših, vam pokažem enega, ki pa je smisel. Ampak naenkrat pa vi spoznate, pa rečete, da se tako čist brez veze, pa to tudi ni, ker je od zadaj nekaj, kar se da razumeti. In to je tisto, kar vam jaz pravim, če se da razumeti, okej, ne pa sam reči, pač ne razumeš, pa pej domov, če ne razumeš, Če pa ni kaj razumeti, v tem je problem.
In tu, veste, se jaz vedno postavljam na stran tistega odjemalca ali pa tiste publike v umetnosti, ki pa želi nekaj razumeti, pa stoji pred tistim platnom pa rečem, ja pa razloži mi, no, pa povej mi. Ker tudi, če se boste postavili pred črn kvadrat, boste tudi rekli, ja pa razloži mi, v čem je štost. In je razlaga. In so dobre razlage, ali pa črn krog njegov od Maleviča. Famozne razlage in so razmišljanja znotraj tega. In pol, ko to spoznate, rečete, ja, Kazimir Malevič, dobro, da ste to naredili. Kaj ti? Po Maleviču, ne, na mala črn kvadrat je čist brez veze, ker ga je že on. Okay. No, omenil sem že idejo konstruktov besedil, Srečka Kosovela v svoji zbirki Integrali, ne, vse to. Tisti, ki ste literarni navdušenci. Okay. In na vse to se naslanja seveda tudi glasbena umetnost, samo razumeti jo je potrebno. Ne? In tudi zato, dragi moji, smo pa seveda danes zbrani v mojem imenu. Okay. Če sem omenil Kazimira Maleviča, potem moram reči, da se je vse skup nekako res začelo pred dobrimi 100 leti. Kazimir Malevič, pisano tudi takole, ne? Zato sem ga napisal prej začujem, zdaj pa na ta način tudi. V obeh variantah ga najdete zapisanega, je bil slikar, ampak bil je pa tudi teoretik. Kar je zanimivo pri tehle ljudeh, boste videli, da je teorija, bodi si teorija umetnosti kot takšne, bodi si teorija tiste umetnosti, s katero so se ti ljudje ukvarjali, temeljila na razumevanju nekih temeljnih zakonitosti in idej, zakaj se to počne. To ni kar zato, ker je nekaj, ne? Pač zato, ker se mi tako zdi, ampak zaradi tega, ker ima v teorijah, pa ne v raznih teorijah, ima neko svojo osnovo. Jaz zelo težko akceptiram umetnosti, pa bilo kakšne umetnosti, slikarske, glasbene, ko mi nek umetnik ponudi rešitev svoje umetnosti, pa ga jaz poskušam razumeti, pa ga vprašam, ampak zakaj pa to, pa dobim odgovor, zato, ker mi je všeč, zato, ker sem tako začutil, zato, ker se mi zdi, da je tako pravilno. A veste, to je poniževalno do nekoga, ki je postavil pravzaprav neko tehnično vprašanje. To je zelo poniževalno. Kaj ti to, takoj tistega, ki je vprašal, postavi v bistvu na neko dost podrejeno butalsko pozicijo. Ne? Zato, ker mi je to všeč, ti pa se pet solit. Ne? To je pa drugi del stavka, ne? Ki ga pač tist umetnik pač ne izreče. Ne? Ali pa zato, ker se je pač meni to zdelo, ti pa pej domov pa razmišljaj, če ti je. Mislim, to je spet tist drug del stavka, ki ga pač ne reče. Ne? In to se mi zdi pravzaprav pri teh stvarih vedno malo podcenjujoče. In jaz sem pripravljen z, ne vem, umetniki vedno iti do tja, da poskuša pa zaradi mene iz petnih žil ven potegniti tisto nekaj, da ugotovi, da pravzaprav nima ničesar zapovedati o tem, kak je nekaj naredil. In pol, ko to ugotovi, pa rečem, vse se mi je zdelo, ne? In s tem lahko zaključimo. Ja, pa boste rekli, ja, kaj pa intuicija? Veste, jaz se ukvarjam z umetnostjo kar precej časa. Jaz v intuicijo sicer lahko verjamem, če se zelo potrudim. Zelo potrudim. Tist šesti čut, saj vemo. Pa čutilo, ki noben ne ve še točno, kje je. So to ledvica, so jedra, ali je to revma. Tista intuicija je lahko nek preblisk, ampak intuicija sama na sebi preprosto ne more priti, če nima iz česa za nastati. Če Einstein ne bi bil fizik in matematik, ne bi imel intuicije E-mc na kvadrat. To intuicijo E-mc na kvadrat sigurno ne bo dobil, jaz ne vem, en biolog. Zato, ker nima materijala, na katerem bi lahko intuicija pravzaprav zrasla in cvetela. En glasbenik, bogi, jaz, recimo, ne bom nikoli imel intuicije, ne vem, kak bi zgradil, kaj pa vem, raketoplan. Ker ta intuicija raketoplana ne more pasti na moje bogo glasbeno znanje. Ne? Lahko pa imam intuicijo o nečem drugem, kar se naslanja na moje znanje.
Zato je to vprašanje intuicije, božjega navdiha, pa ne vem, če je še vsega tak, bolj lavalo, ne? Bolj lavalo. Bi človek šel po cesti, pa bi mu intuicija kot cigl na glavo padla, veste, v to čist v redu ne gre, ne? To se ne izide, na noben način se ne izide. Kar pomeni, da mora od zadaj biti nekaj, da lahko mi prepoznavamo neko strukturo intuicije, ne? Ker to, da bi pa kar, ne vem, se kar spomnili nekaj, pa kar naredili nekaj, pa kar, to ne deluje, zato pravim teoretik. Teorija pa ni nekaj, v večini primerov, ne? Ko jaz študentom rečem, zdaj pa malo teorije, vsi bledi postanejo, pa začnejo svoj računalnik gledati, ne? Teorija ni nič drugega kot razumevanje nekih stvari. Razumevanje, zdaj pa bom porabil to hudo besedo današnjega večera, strukture nekih stvari. Nič drugega. Razumevanje strukture, nič drugega. Če hočete skuhati večerjo, kosilo, karkoli, morate razumeti strukturo, ne vem, da voda zavre, da je treba od spodaj nekaj prežgati, recimo, da dvignete temperaturo vode. Če hočete, ne vem, kruh odrezati, morate vedeti strukturo nekega noža, ki ima rezilo, zato da lahko podrgnete in, mislim, o tem govorim, o ničemer drugem. Če boste pa vi še tak teoretizirali, pa v eni roki držali kruh, v drugi pa nož, pa tega ne boste tak med sabo naredili, ne boste odrezali nikoli nobene šajbe kruha. Pa če boste vodo, ne vem kak, intuitivno natočili, dokler ne boste vžgali plina od spodaj ali pa elektrike ne bo zavrela, pa da boste, jaz ne vem kaj delali, mislim, da budo prosto. Ne gre. O tem govorim, o nič drugem. To spravi, ne me narobe razumeti, vedno je nekje neka mehanicistična poteza potrebna, zato da neka stvar steče. Teoretska tudi, ne? Teoretska. Ok. Ta drug je bil Aleksandr Rodčenko. Kazimir Malevič je namreč govoril o Rodčenku kot o konstruktivističnem fotografu, umetniku. In tudi Rodčenko sam, Aleksandr Rodčenko, se je smatral za konstruktivističnega umetnika, ker je tudi stvari, ki jih je počel, on je počel plakate, on je počel fotografije, pač razne stvari, bil je tudi kipar, fotograf, grafik, arhitekt, gledališki in kino umetnik, seveda. V te, kot vidite, večinoma vizualni umetnosti je deloval, ne? Ampak je iskal to konstruktivistično idejo. Je iskal, zakaj nekaj ob nekam z nečim nekaj. To se pravi, kaj, to, kar sem prej rekel, nebotičnik, ne? Kako ne in bo, skupaj z nebo in s tičnikom in skupaj nastane nebotičnik. Mislim, poenostavljam malo, ampak poenostavljam sem zato, da pravzaprav pridem do nekega osnovnega koncepta. In to je, da jemljemo stvari, ki v osnovi mogoče niti niso same na sebi toliko merodajne, ampak šele v sodelovanju z drugimi stvarmi delujejo kot nek nov konstrukt. Same na sebe pa ne. Ne, pa bo, je neka nikalnica, če razumemo, bo, je lahko nek časovni delček, da nekaj bo, ampak ko damo pa to skupaj, je pa to ne bo. Je pa to nekaj novega. Ni ne nikalnica, pa ne nekaj, kar bo, ampak je ne bo. A vidite, zato pravim, nek element, ki ga vzamem, šele z drugim elementom skupaj predstavlja nov element. Če pa to dvoje skupaj razstavim, pa to pripnem nekam drugam, pa dobim spet nov element, novo konstrukcijo, novo strukturo. In to je bila ideja za vizualistov, predvsem vizualistov. Potem je bil eden takšnih, je bil Dziga Vertov, ki je bil režiser in seveda tudi filmski teoretik. Tisti, ki vam je film bližje, ne? Zato grem tu počez, ker nikoli ne vem v publiki, kdo vse me želi poslušati. Ne? Če sem rekel slikar, kipar, fotograf, vidite, ne? On je bil režiser, filmski teoretik in naredil nekaj odličnih filmov. On je deloval v eni skupini ruskih sovjetskih umetnikov, ne? Kino Oko, Kino Pest. Njegov veliki film je Človek z kamero, Človek s kamero. Če ste kdaj zasledili ta film. Skratka, on je pa iskal konstrukt podobe, gibljive podobe. In je iskal seveda konstruktivistično idejo, montaže, iz njega izhaja v bistvu Eisenstein. Sergej Mihajlović Eisenstein kot mojster filmske montaže. Jezika, novega jezika, filmskih podob. Ampak o tem... In potem je Naum Gabo,
ki je bil tudi kipar in je napisal tako imenovan realistični manifest. Realistični manifest je nastal pred slabimi 100 leti kot protivtež, kot odgovor na konstruktivizem. Zakaj? Zato, ker konstruktivizem je ravno tisto, kar je poskušalo iti v stran od realizma. Kar je reklo, mi moramo novo strukturo narediti, novo konstrukcijo narediti, ki ni naturalistična, ki ni realistična, kajti z novo strukturo mi dobimo nove, recimo, umetniške ideje, prakse, koncepte in tako dalje in tako dalje. Tu je še zelo daleč do Duchampa, recimo, ko prinese pisuar v galerijo in ga razstavi, vse poznate. Pisuar in potem se sprašuje v bistvu, kako postane pisuar, ki ste ga spulili tam v nekem javnem stranišču, kako postane pravzaprav objekt v galeriji. Zakaj? Zaradi tega, ker, ampak skratka, pustimo to, ampak gre spet za idejo konstrukta. Dokler mi vemo, kaj je pisuar, pa ga tam spulimo, ampak ko ga pa postavimo v galerijo, pa to ni več pisuar, ampak je to galerijski objekt. Takšen, drugačen itd. Realistični manifest. Ok, ampak vi ste tukaj zato, da vam jaz še kaj povem o glasbi. Kazimir Malevič, recimo, vidite, to so takšne zelo zanimive njegove konstrukcije. In če rečem, da je ena od slik iz leta 1915 tale, vidite, črni kvadrat, je on to sliko ugradil v neko novo sliko, je naredil novi konstrukt iz neke svoje slike. No, Aleksandr Rodčenko je pa recimo naredil fotografijo nekega takšnega konstrukta, kjer mi seveda naenkrat vidimo arhitekturo, če rečem arhitekturo kot stopnice, stopnišče je del arhitekture, v neki drugačni podobi, v neki drugačni luči, v luči slike, kar pomeni, če bi tole gospo z otrokom seveda si odmislili in bi opazovali zgolj nek del te slike, bi opazili, nek vzorec obleke, recimo lahko, bi opazili nek črno-bel moment črt in tako dalje in tako dalje. Šele ko povečamo, vidimo konstrukt hoje po stopnicah ene gospe, kjer svetloba, sonce in tema meče točno toliko svetlobe in sence, da dobimo konstrukt črno-belega ritma. Zdaj sem uporabil že eno besedo in to je beseda ritem. Beseda ritem spada v zvočno umetnost, spada v glasbeno umetnost. Zaradi tega seveda o konstrukciji glasbe govorimo praktično vse od njenega začetka. Nam ga bo. Še tukaj je recimo en tak konstrukt, še tega vam pokažem. To je v Rotterdamu en takle vodnjak. En vodnjak v Rotterdamu, kjer pa vidimo, da je konstrukt pravzaprav ne moremo definirati, zakaj gre. Ne moremo reči, to pa je morska vila, to pa je nekaj kaj. To spravi, ne iščemo realističnega, naturalističnega principa, ampak iščemo zgolj nek konstrukt. Ampak ne vem, koliko se vidi dobro. A vidite te tanke nitke, ki so tukaj, ja? To so praktično vodni curki. To so vodni curki in zadeva je tako narejena, da voda hkrati predstavlja tudi neko mrežo tegale objekta, skozi katero mi sicer vidimo, ampak nam da novo dimenzijo, kar pomeni uporablja vodo kot element strukture, kot element svoje ideje. Ampak dobro, to je, če boste kaj iskali pa gledali, boste to tudi videli. Prva, zato sem imenoval tam vse je konstrukt. Vse je konstrukt, lahko bi še obrnil, bi rekel, vse je v konstruktu, ker dejansko je, vse je v konstruktu. Če ne bi konstrukcija bila pravilna, vi na teh stolih ne bi sedeli. Če bi imeli samo dve nogi, bi se guncali. Če ne bi imeli nobene, bi morali v zraku lebdeti, to pa se skoraj ne da danes. Še. No, predstavil bi vam rad delo, mislim, iz obdobja baroka. In sicer iz prve knjige dobro uglašenega klavirja, številka 1, prvi preludi iz te knjige in lahko z mirnostjo trdimo, da gre za glasben konstrukt.
Za glasbeni konstrukt, kjer se določene harmonske zveze in določen ritem, ki ga tukaj prepoznavamo kot nek konstanten puls, seveda iz takta v takt v bistvu samo ponavlja. Če bi hoteli opazovati recimo glasbeni zapis, note, bi lahko opazili, da je vsak takt sestavljen iz dvakrat identično ponovljenega materiala. Torej, če rečem, da je to prva polovica takta, vidite, da je to popolnoma enako ponovljeno tukaj. In spet, prva polovica takta, copy-paste, enako ponovljena tukaj. In tako dalje, in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje. Če to dvojno taktovsko enačje, razdelim še na manjši element, lahko rečem, tale spodnji element leve roke, te polovinke in 16-tinske pavze in osminke, vezane na četrtinko, torej ta element, lahko vidim, čisto vizualno, da se ponavlja, a vidite, stalno. Kar pomeni, da je to spet en konstrukcijski element. Če pogledam v desni roki, element tega, osminske pavze, pa 1, 2, 3, 4, 5, 6 16-tink, vidim ta isti element, ki se ponavlja skozi celo skladbo. Zdaj, če bi vam harmonijo še razpisoval, bi videli, da se pravzaprav struktura harmonije navezuje iz akorda v akord po nekem dost strogem principu in pravilu. Sliši pa se tale zadevca takole. Ne, to je uvod. Sem zbral zato takšno, da vam bo kazalo note zraven. Aha. Boste lahko sledili. No še. Ok. Tako sledite zdaj notnemu zapisu. Bom povečal. Ker vam tale drsnik bo sledil. Tu se podre konstrukcija, No, ampak zagotovo se lahko strinjamo, če ostavim na tem mestu, pa vidimo malo povečano, zagotovo se lahko strinjamo, da pravzaprav ta melodični potek, kljub temu, da gre za eno in isto, recimo ritmično melodično strukturo, le ni tako nezanimiv, ker se dogajajo spremembe v višinah tonov. Ampak ustavil sem za nalaž, zato da lahko recimo res dobro presodite,
za kakšne materiale gre. Ne? Vidimo lahko, če opazujem ta prvi del, ne? S popolno ponovitvijo znotraj enega takta še istega. Ne? Ta dva tona, ki se tukaj ponovita, konstrukcijo desne roke, tehle 6 tonov, ki se tukaj dobesedno ponovijo. Kar pomeni, znotraj enega takta imamo vsaj dve popolnoma enaki enoti, dve enaki konstrukciji. In to strukturirano posebej v več taktov strukturirano skupaj v neko melodično periodnost, neka melodična periodnost strukturirana v celo kompozicijo, ki jo je Bach imenoval seveda preludi številka 1 iz tega svojega slavnega zvezka dobro uglašenega klavirja. Da pa je zadeva še bolj zanimiva, je pa tukaj posegu v to stvar, posegu 100 let kasneje, dobrih 100 let kasneje, francoski komponist, Charles Gounod, ne vem, če ste za njega nekaj slišali, ki je pa vzel ta Bachov preludij in na konstrukcijo Bachovega preludija dopisal, dodal eno melodijo. In nastala je njegova, ne, danes se to kao njegovo pripisuje, njegova skladba z naslovom Ave Maria. To je Bach, ne? Skladatelj, ne, Charles Gounod. Da je pa pred tem Bach moral nekaj napisati, to se pozabi, ne? Dobro, in tako dalje vse. Torej, pozabi se o konstruktu, ki je bil temelj za skladbo, ki jo želimo danes razumeti kot Charlesa Gounodja, Ave Marijo, kot recimo tisto znamenito pesem, popevko, kakokoli gledam. Vse je bila v stotine in tisoče priredb je bila narejena, obstajajo priredbe za te orkestre, one, ne, sploh ni pomembno. Gre predvsem za to, da je pa osnova tega konstrukt, ne, Bachovega preludija v bistvu izpred 300 let. O tem govorim, ne, o tem govorim. Okay? Poglejmo naslednji takšen konstrukt, recimo Beethoven. Vsi poznate njegovo veličastno 5. simfonijo. Ne? Konstrukt njegove 5. simfonije je v bistvu samo
v enem ritmičnem vzorcu in v padajoči veliki oziroma mali terci. To je konstrukt. In prvi stavek je konstruiral dejansko samo iz teh dveh enot. Ta njegov tarararam, ne? Če to opazujete kot notni zapis, vidite konstrukt najmanjšega formata. 3 iste tone in padajočo veliko terco. 3 iste tone, padajočo malo terca. Vse skupaj pomaknjeno v C-molu za 1 ton navzdol. Tole proti temu. Na kar idejo teh 3 ponavljajočih se tonov kot konstrukcijski element, kot arhitekturni element, kot steber v, ne vem, v neki akvaduktu, recimo, ne, ponovi zato, da dobi pravzaprav ritem, da dobi strukturo ritma. Ga ponavlja naprej. 3 ponavljajoči toni, 3 ponavljajoči toni, 3 ponavljajoči, 3, koliko jih še rabite, ne? Kar konstantni so, gledajte jih. 3 ponavljajoči se toni. In iz tega seveda on izhaja, premakne vse skupaj za en ton više, ampak vidite, če tole primerjam s tem, bi lahko rekli, se pa nismo nikamor premaknili. Iz enega in istega elementa strukturira pravzaprav celotno pripoved. To je moč glasbe, ki lahko z eno, rečemo, kot da bi uporabil eno besedo, ali pa en zlog, ali pa eno črko, ali pa en zvok, pripoveduje in strukturira seveda eno daljšo, večjo, zahtevnejšo enoto. Seveda, zato se moraš pisati Ludwig van. In ta ideja je seveda tako ritmična kot melodična ideja, s katero je on presenetil pred 200 leti, lahko rekli, cel svet, ne? Poslušajmo. Evo še enkrat, da ste pozorni na to ritmično enoto. In tako dalje, in tako dalje. Konstrukt. Konstrukt enega delčka, ki ga seveda premika po lestvici C-mola navzgor in navzdol, daje druge, seveda, orkestrske, recimo, pridihe, ne? Drugače orkestrira, druge inštrumente, skratka, z enim istim materialom nas on zadovolji pravzaprav v enem celem simfoničnem stavku, bi lahko rekli. To ni 10 sekund, 15 sekund, to je cel simfonični stavek, ki je zgrajen na enem konstruktu ideje. Ideje, padajoče terce, 3 istih tonov in enega intervala. Moč, bi lahko rekli, duha, za katerega nisem čist prepričan, če je res bila samo intuicija. Naslednji takšen zanimiv konstrukt, ki bi vam rad pokazal, je pa zdaj pa preskok, ne, v sodobno glasbo. Ne se ustrašiti, mislim. Ne zdaj, joj, zdaj pa... Tak je bilo lepo, dokler je Baha pa Beethoven nakazal, ne, zdaj pa katastrofa, ne. To je namreč Arvo Pärt. On je še živ. Kako? Ja, točno, ja. Še živ.
In strašno dober, strašno zanimiv komponist. Skladbo, ki vam jo bom predstavil, skladba je naslov Für Alina, torej za Alino. Je pa nekako zanimiv odgovor na Beethovnovo skladbo Für Elise, oziroma za Elizo, če poznate tisto. Njegov odgovor bi lahko rekli, ampak ni posnemal te, zdaj ne misli, da bo pa on posnemal to skladbo za to. Ne. On je samo v zgodovino glasbe umestil odgovor Beethovnu, ne vem, če sta se z Beethovnom to ravno zmenila, ampak ni važno, z naslovom Für Alina, napisal je leta 1971 skladbo, ki pa je seveda za nas kot konstruktivističnega pogleda strašno zanimiva, ker vidite konstrukt tonov, ki jih veča, širi konstrukt. Najprej en sam ton, vse skladba je za klavir, en ton zveni. Temu enemu tonu v konstrukciji, a poznate skladbo? Ste se tako lepo nasmejali? Ne, ok. Temu enemu tonu doda dva tona. Plonk, plonk. Ja? Dvema tonoma doda v strukturi plonk, plonk, plonk. 3 tone. Če že vem, zdaj se naučil, da je to 1, pa 2, pa 3, kaj sledi? 1, 2, 3, 4. Kaj pa bolj sledi? 1, 2, 3, 4, 5. Kaj pa bolj sledi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaj pa bolj? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdaj, če bi list obrnil, bi videli, da je potem takt, oziroma del z 8 toni. Naslednji ni 9, ampak je 7, 6, 5, 4, 3, 2 in konča z 1. Mislim, skladba, kot boste slišali, je izjemna. Izjemna, napisana ni, vidite, nima taktnice. Taktnice so samo razdelki, zato da mi lahko vidimo strukturo, da vidimo konstrukcijo. Danes tolikokrat ponavljam to besedo, da boste prišli ven zvečer, boste rekli, konstrukcija, samo da je ne slišim več dalje danes. Da jo prepoznavamo, kajti kot skladbo poslušate, jo je težje prepoznavati kot takrat, ko je zapisana. Njegova ideja pa je, da je klavir kot inštrument uporabil v eni zanimivi tehniki, ki se je takrat imenovala kot da bi zvonove poslušali, torej zvonenje, tehnika zvonenja, ampak nas ne zanima zdaj inštrument kot takšen, nas ne zanima zven glasbe kot takšne, nas zanima konstrukcija. Konstrukcija je pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5 in lahko štejete zaradi mene, ampak bolj ne boste toliko od muzike imeli, ne? Ampak to je njegova konstrukcija. Evo. Torej bi vam rad predstavil skladbo Für Alina. Ena, en, dva.
Izvolite, nekaj ste želeli pripomniti. To posledno, ki je bil zapis, a to se pravi, mi slišimo te presledke, ampak a so to zapisani presledke, koliko to glasbeniki vidi, daj, koliko sajta ne traja? To je v tempu, vsaj je napisal tukaj, ne? To je samo mirno zveneče, odzveni, ne? In ne pohiteva. Ne? To, glasbenik to izvaja po nekem svojem občutku. Ne? Ker ni predpisan takt, dobro ste vprašali, ne? Ampak on mu je napisal ruik, ne? Mirno, igrati to mirno. To spravi kot neko, rečemo, razmišljanje, nek premislek. Ne? Zato je tale plank, plank. Zdaj pa spet pustimo zveneti inštrumenti. Plank, plank, plank. Pustimo zveneti. Ne? Mislim, ja, izvoli. Pod vprašanje je pa to, ker se sliši, da ni samo ena nota, ampak da je še resonanca na druge strune. Ja, to zvonenje, ta kampanelski, ne, princip igranja klavirja, kjer zveni, kjer pusti zveneti, ne. In se sliši še druga... Ja, in to je bila tudi njegova ideja, da sem ga mahnil mimo. To je bila njegova ideja, pravzaprav, da mi prisluhnemo inštrumentu, da ne prisluhnemo samo glasbi kot, recimo, neki nujnosti, zdaj pa bomo izvedli, zdaj pa naj se že enkrat konča, ali pa, veste, ne, kot skladba, ki ima nek začetek pa konec, ne. Zveni, ne? Do konca. Vidite, ne? Uživa v zvoku. Nikamor se ne mudi kot neka meditacija, ne? Za Alino, ne? Neka meditacija, misel na Alino, jaz ne vem, kdo je bila Alina, pač tudi ni pomembno, ne? Ampak za nas v tem trenutku, kaj sem vam želel predstaviti, se lahko še kdaj vrnemo tudi na to skladbo, je pravzaprav ideja strukture, konstrukta, ne? Konstrukt je pa v številčnem sosledju, ne? Je ta konstrukt. In seveda, zdaj bi lahko rekli teorijo, ne? Zdaj pa teorija, ne? Teorija seveda pravi, da trojki sledi štirka, ne? Štirki pa petka, ne? Petki pa... To je teorija, ne? In teorija števil, zaporednih števil, teh naravnih števil, pač teče tako. Ne? In on kot glasbenik, kot recimo Kosovel, ne? Ki je ustavil številke oziroma te svoje ideje not v svojo konstruktivistično poezijo, je ustavil, Arvo Pärt je ustavil številčno sosledje kot idejo v svojo kompozicijo, skozi katero pusti klavirju, da zveni v spomin na Alino, recimo. Ne? Toliko o teoriji. Ne? To ni močne teorije, da bi človek rekel, zdaj pa mi premislili malo matematično, koliko se to izide, pa ne, mislim. In zagotovo, ne, poglejte, ne, leta 1971 je ta skladba napisana, ne. Zagotovo vas ta skladba zdaj ni uničila, zagotovo vam ni živcev nakravžljala, zagotovo niste umrli zaradi nje zraven, pa ste poslušali pravzaprav eno od sodobnih kompozicij. Ne moramo reči, da je to 200 let stara kompozicija iz obdobja pozne romantike, ne. Ampak o tem govorim, o takšnih kompozicijah govorim, ki nastanejo na podlagi enega premisleka, enega tega, kar mi rečemo misliti, ne? Misliti in poslušati glasbo. Ker bolj razumete, kaj poslušate. Ampak to je teorija. To teorijo, ki sem vam jo zdaj od zadaj dal, od Arvo Pärta, je teorija zaporedja števil, ne? Se pa vsi znamo šteti 1, 2, 3, 4, 5, pa nazaj spet, ne? Ni žrujete. Zdaj pa, katere tone je on uporabil, je pa vprašanje kompozicije, ne? Je pa vprašanje komponista, pa vprašanje avtorja. Ok, kakšna ideja? Še kolega je fino dodal, ja, to odzvenevanje klavirja, ne? Ok. Ni še konc. Še bolj grozno stvar vam dodal. Ampak zdaj, če ste do sem zdržali, še boste pa 10 minut sigurno. Grem namreč na Karl Heinza Stockhausena, meni tako ljubega skladatelja, zato ker je uporabljal vse živo, kar je naše, ne? Je uporabljal za svoje kompozicije, najrajši pa elektroniko. Ne? Ampak tu
Tu boste imeli pa en njegov zanimiv, veličasten konstrukt. Če govorimo o konstruktivizmu danes. To je partitura, ne? Spet vidimo, kot je kolega dobro opomnil, ne? Takte, bi lahko rekli, ne? Ki pa niso takti, ki so pa zgolj neke enote, zato da se mi lahko orientiramo na ene stvari. Ne? Vidimo note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le zakaj 12? Zato, ker je to obdobje oziroma ideja dodekafonije. Dodeka je 12, ne? Grško, dodeka. Kar pomeni, da vsaka enota vključuje vseh 12 tonov, 12 poltonov, ki so znotraj ene oktave. Da bi lahko šli štet pa gledati, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ampak druge tone tukaj, druge tukaj, druge tukaj. Druge tukaj, druge tu, druge tu, druge tu, druge tu, skratka, ne? To je treba pa brati takole zdaj. Tak, razdolj, ne? Kar pomeni, da imamo 12-tonski sistem znotraj ene enote, ne takta, ne? Kjer je razdeljeno v konstrukciji, ne? Na določene ritmične vzorce, ki so različni, na določene seveda oblike igranja, na določene sekvenčne strukture, na določene, skratka, toni 1, 2, 3, 4, 5, na 5 različnih načinov krat 3. Zakaj govorim krat 3? Zato, ker je to napisano za 3 orkestre. Izvedba je takšna, da so 3 orkestre na odru, pa tudi 3 dirigenti. In struktura te skladbe je tako, da se dirigenti morajo med seboj gledati in tudi oni med seboj delujejo v bistvu znotraj ene strukture, da lahko vodijo 3 različne orkestre. Boste rekli, kaj je še možno se vse spomniti? Ja, Stockhausenova ideja ni nič drugega, kot peljati strukturo, konstrukcijo nečesa do tja, da pravzaprav poslušalec več ne sliši konstrukcije kot takšne, če smo prej rekli, gospa je prej tak ključno štela 1 ton, 2 tona, 3 tone, 4 tone, ne? Zdaj jih do 12 ne boste mogli prešteti, ne? Ampak Stockhausenova ideja je ravno v tem, da izstopimo iz strukture in se strukturo več ne moramo ukvarjati kot pri Bachu, ko je bilo vedno in isto, kot pri Beethovnu, ki je pa-ba-ba-bam, pa-ba-ba-bam in razumemo strukturo, razumemo konstrukt. Tu pravzaprav konstrukta več ne moremo razumeti, ker ga je preveč. Ampak v osnovi, če pa zdaj deduktivno razmišljam, v osnovi pa je šele struktura tista ali pa konstrukt tisti, ki sploh omogoča izvedbo. Ker če tu ni konstrukcije od zade, bi lahko rekli, ja, da se lahko vsak igra, kar hoče. Ni res. Vsak sploh ne more igrati, kar hoče, vsak mora igrati točno to, kar je Stockhausen predvidel v svojem konstruktu. Ne more igrati, kar se mu zazdi. Tu pa seveda hodi z roko v roki za svojimi, rečemo, predhodniki, glasbenimi predhodniki, ki so napisali v partituro točno tisti ton in ne bilo katerega. Ker mora glasbenik po ustvarjalec zaigrati točno tisti ton, ne tistega, ko je njemu malo bolj všeč, ampak tistega, ki ga je komponist napisal. Če je napisal cis, mora zaigrati cis. Razumemo? Ampak tam strukturo še lahko lovimo, ker smo zmožni tega konstruktivnega, konstrukcijskega razmišljanja. Tu bomo poslušali, boste slišali. Sem ne mi pobegnil, no. Mislim, ni tako hudo, no. Vse ste že vsega hudega pri meni vajeni. A ja, skladbi je pa naslov grupni. To je sprej nemško skupine. Skladbi, sami skladbi je naslov skupine. Čakaj, mogoče zapeljim, to pa je koncert, ne? To pa je... A da bolj ne glas? A se lahko, da? Ja, lahko ne. Tu mislim, da ne moremo. Ne vem,
Lahko. Če lahko malo, ja, prosim. Drugi dirigent, ne?
Ste opazili? Strukturo. No, ampak potem ni elektronska, ne? Ne. To je klasična sestava, simfonični orkester, klasična glasbila. Kako? Iz 3 orkestrov. Saj ste videli 3 dirigenti, 3 orkestri. Ja. Izvolite. Jaz ne bi plačal stopnice. Imamo vprašanje, vsi izvajalci imajo notne zapise od celotne skladbe, od vseh, ali vsak svoje? Od svojega orkestra, odvisno v katerem orkestru igra. V orkestru številka 1, 2 ali 3. Potem se pravi, ker ne igrajo skozi, rabijo skozi slediti, ki so, oni ne smejo zamižati obvezi. Ne, to mora dirigent. To mora dirigent voditi. Dirigent, če ste prej opazili, dirigent tudi spusti včasih roke in čaka, ne? In med tem glasbeniki čakajo, potem pa jih opozori, kje smo, in začetek spet in jih ulovi in da dalje takt, ne? Ne, dirigent mora imeti v rokah celotno strukturo, ne? On mora vedeti, kdaj je kje, ne? On ima tudi zapisane takte oziroma dele, kjer jih izvaja drugi orkester, ne? Zato, da ve, kaj je njegov del, ne? In drugi orkester mora videti to, kar bojo oni ostali izvajali. Zato, da vi kot poslušalec slišite pa celotno strukturo, ne? Medtem ko glasbenik pa ima pred seboj na pultu samo svoj del. Svoj del, dobro ste vprašali, ne? Svoj del strukture nekega večjega orkestra, ki je del strukture celotnega orkestra, ki je del od 3 orkestrov, ne? Tak je to. Ne? In dirigent mora seveda stvar imeti pod kontrolo, pa ne eden dirigent, ampak 3 dirigenti, ne? Še kakšno vprašanje? Ne bi plačali vstopnice, to je bila dobra opomba. Pravzaprav je niste, ne? Pa ste lahko slišali, ampak ne, veste, tu ne gre za eksperimentalno glasbo, tu gre pravzaprav za glasbo, ki je na nek način spremenila zgodovino razumevanja glasbene strukture, ne? Da vi družite lahko na ta način glasbenike, inštrumente in za natančno strukturirano konstrukcijo peljete neko zvočno podobo, ne? Tu ne govorimo več o glasbi kot v simfoniji, operi, baletu in tako dalje, tu govorimo že o nekih zvočnih glasbenih strukturah, ne? In to je bil Karl-Heinz Stockhausen sigurno eden od teh, poleg Cagea, recimo, ki je razmišljal glasbo na ta način. In je gospod prej dobro rekel, tu ni elektronka not, ne? Stockhausen se je... To se skoraj ne izvaja. Ne, seveda ne. Seveda, skoraj da ne, ja. Skoraj da ne. Mislim, problem je tudi izvajati njegove... Ja, problem je tudi izvajati njegove elektronske kompozicije zaradi tega, ker so narejene pravzaprav za elektronke, ne? Niso narejene za računalniške programe in tako dalje. Morate imeti elektronke z določenim, seveda, frekvenčnim razponom potem in tako dalje, in tako dalje, tako dalje. Spravo, elektronika kot inštrument. Absolutno. Elektronika kot inštrument. In znotraj tega seveda on druži tudi dostkrat, Stockhausen druži vokal, druži glas. A je elektronika preko klaviature? Odvisno. Včasih, recimo podobno kot je bil Moogov synthesizer, ne? Moog je naredil ene zadeve preko elektronike na klaviature. Ampak Stockhausen klaviature zelo malo uporablja. On uporablja bolj oscilatorje, uporablja bolj te knofe, ne? On s tem igra, ne? In nastavi frekvenčne razpone, decibele, herce, a veste, to on nastavi. S tem on igra, če tako rečem, ne? Njegov inštrument je v bistvu neviden inštrument, ne? So zvočna valovanja, ne? To je on raziskoval. Ampak on je tudi dolgo časa delal v radiju, ne? Kjer je se srečeval s to vrstno glasbeno umetnostjo. On je tudi začel, recimo, za tako imenovano tape glasbo, ne? To se pravi, glasbo posneto na trakove in je potem manipuliral s trakovi, ne? Magnetnimi trakovi, ne? Pa jih je spuščal preko različnih zank, ali pa jih je ustavljal, ali pa jih je z roko peljal, ali pa skratka, ne? Ja, ampak na drug način, ja, na drug način, ne? No, me veseli, da ste preživeli Stockhausena. Želim vam dober skok v december. Kolikor boste imeli veselje, se vidimo 17. decembra, tukaj ob 18.
In do takrat vam želim vse lepo. Takrat